No, v novi rubriki Mars in Venera pa bomo spet soočili moško-ženska stališča in tudi tokrat bodo v ospredju starševske dileme in sicer kdo je bolj strog starš. Smo res mame bolj dosledne ali imajo zadnjo besedo pri vzgoji vendarle očetje? In tudi tokrat naju z Davidom zanimajo vaše izkušnje in mnenja, dragi gledalci. Najprej pa, dragi kolega David, lep pozdrav. Živjo, dobro jutro, Si dragi gledalci in našpičen, da gledalke. preobrneš potek Marsa in Venere trenutno v rezultatih, mislim, da je 5-3, tako da 5-3, ampak izgubljaš, veš, ljudje mene na ulici ustavljajo in rečejo, da si moralni zmagovalec. Ne, ja, kako nam gre dobro, da v bistvu imajo občutek, da mi moški zmagujemo. Tako da veš, je ena kvaliteta človeka, če se zdi ljudem na zunaj, da zmaguje, pa čeprav Ampak še vedno je 5-3, ne, tako da slaba Vedno je tolažba. 5-3, ja, to moram No, ampak bova danes spet soočila dobre argumente in sicer kdo je bolj strog starš. Jaz bom seveda zagovarjala, da smo bolj stroge in dosledne mame, ti praviš ravno nasprotno. Jaz bom rekel, da mame ste vso spoštovanje do vas, ampak jaz mislim, da se delate zelo stroge, ampak pol na koncu, ki pa treba kaj dosežeti, pa otroci vedno dosežejo. Misliš, da smo bolj popustljive, smo že zauzela, vsak svoje stališče. A veš, ko pa fotor useka, pa je tako in se ne premakne. Ali pa se mu sploh ne da, kar reče, se bo žena s tem ukvarjala, ne? No, bova to dorekla tudi z znanimi gosti, ne? Pa dej, ker ti povabi našo prvo gostjo, ki bo kaj povedala več tudi o tem. Ja, naša prva gostja, prva strokovnjakinja, Helena, izvolite v naš studio, lepo pozdravljeni. Ja, zdravo. Zdravo. Dobrodošli. Dobrodošli. Zdaj sva že dala nekaj iztočnic za obširno debato, ampak pri starševski vzgoji pa seveda ne gre tudi brez Leje in Alberta Margoleta. Lepo pozdravljena in dobro jutro. Lepo pozdravljena. Velikokrat že z nami gosta v našem studiu, živijo. Dobrodošli. Velikokrat smo torej že imeli pestro debato, kako in kaj se lotiti pravilno vzgoje. No in zdaj boste tudi vidva danes verjetno marsikaj vedela povedati, kako je res s tem, kako smo starši, kako se obnesemo, kdo je bolj strog starš. Ampak preden začnemo, David, morava seveda k sodelovanju še enkrat povabiti tudi vas, gledalci, s kom se bolj poistovetite, kaj vi mislite, smo mame bolj stroge in boste glasovali za Venero, ali so očetje bolj strogi in boste glasovali za Marse, torej na 041 300 007, to je naša brezplačna telefonska številka, kjer pustite vaš glas, ali pa seveda nas pokličete in poveste tudi vaše izkušnje, kako to poteka v vaši družini oziroma kaj vi menite. Se pravi, nisi povedala čisto točno, kaj mora napisati, tako kot vam piše spodaj na zaslavnih 041 300 007 Venera, če menite, da so punce oziroma da ste ženske bolj stroge mame, in pa 041 300 007 Mars, če menite, da so to oziroma so ali pa bi morali biti očetje. Zdaj pa, a gremo kar po vrsti. Helena, kaj se vam zdi oziroma kaj stroka priporoča? A je moški tisti, ki bi moral biti ta strog, pa mama tista, ki ima že tako ali tako od vsega začetka to močno vezo z otrokom? Odvisno, kdo me vpraša, ne, če obrne malo na hec, no. Ampak v bistvu, mogoče najprej, kaj sploh pomeni strog? Ne, zato, ker odvisno, kdo me vpraša, v smislu, da si vsak po svoje razlaga, kaj pomeni biti strog. In s tem namenom sem šla pogledati v slovenski slovar, knjižnega jezika, no in tam piše, da je strog nekdo, ki zahteva oziroma pričakuje nek red in disciplino. Torej, sem spet razmišljala, kaj nam pove ta definicija, ker spet si vsak po svoje to razlaga. Ker dvomim, da tudi tisti, ki misli, da je manj strog starš, bi rad doma nered in nedisciplino. Torej, vsak si želi to, ampak kaj pa zdaj to pomeni? In tukaj pridejo pač na površje naši tisti izkušnje, ki jih imamo od doma oziroma vzorci, ki smo jih prinesli od doma in to ponavadi vnašamo z mislijo, da je to najboljša možna vzgoja. Tako da bomo videli, kako sta vidva pripravljena, ampak verjetno imata oba prav, zato ker sta oba izhajala. Tega ne smete reči, zaradi tega, ker gledalci še vedno glasujete. Albert in Leja, kako je pa pri vas doma, recimo? Kdo je bolj strog? Ali pa bolj dosleden, lahko rečem. Jaz bom tako rekla, če povem iz izkušnje najinega starševanja, sem jaz, ko so bili otroci majhni, zmer mislila, da je Albert pregrob. Kaj je rekel, tako bo,
tako mora biti, tako sem jaz rekel. In meni so se une žalostne učke pač zdele čist preveč žalostne. Pač kasneje sem videla, da to ne gre nikamor, seveda, ne? Da bi pa poudarila eno stvar, ne? Mame imamo takoj, v bistvu že ko se pripravljamo na otroka, preden zanosimo in ko zanosimo, se nam dogajajo zelo velike hormonske spremembe in naša primarna naloga je, da otroka zaščitimo. In zdaj pač, če bomo sklenili, da moramo biti stroge, bomo stroge, če bomo pa sklenili, da jih je treba pač zaščititi pred groznimi očeti strogimi, bomo pa tudi to naredili. Tako, to je moje mnenje. Jaz tako imam težavo se tukaj opredeliti, zato ker mislim, da oba morata dobiti maksimalno število točk, ker sta izbrala... Zadnjič smo že imeli 101% glasovanja pri glasovanju. Špela ruske medije podkupuje. Resnično sta izbrala zelo pomembno temo. Namreč, zakaj gre? Seveda je v ozadju vprašanje, kaj je to avtoriteta. In kaj pomeni varnost ob nekomu, ob odraslem staršu, ki ve, kaj hoče. Se pravi, otrok rabi imeti varnost, otrok mora vedeti, pri čem je. Zdaj imamo pa seveda različne načine, kako to dosežemo. In zdaj, jaz sem pomislila, midva sva pač imala že dosti velike otroke in nekako sva bolj v stiku s tem najstniškim obdobjem, ampak začne se seveda od 0 do 3, ko so tisti, bom rekel, ljubki otročički, kak je tak cukrček, ampak v hipu se spremeni v nekega zelo velikega nasilneža, ki reče, ne bom jedel tega, ali pa tukaj bom sedel na tem stolčku, ne gremo v pižamo in tako naprej. In takrat mi rabimo neko notranjo moč, da temu otroku povemo, pri čem je, kaj je red, da se mora podrediti nekim pravilom. In tukaj se mi zdaj zdi, to so zdaj neki stili. Naši starši, mislim, da so nas vzgajali za tem strogim pogledom. In to je delovalo. Mi smo se bali avtoritete. Jaz ne zagovarjam tega načina. Jaz se spomnim, recimo moja izkušnja je, da tisti strogi pogled je meni deloval, kot da se je ta oseba, da to ni več, skratka, ni več čista oseba. Zdaj je pa jaz sem zgubil sem neko ta človeški odnos in mislim, da se to, kar se misli pod strogost, recimo discipliniranje, podrejanje pravilom in tako naprej, da se da doseči na, bom rekel, da imamo različne stile in ne rabimo biti za to nasilni, grobi, nečloveški, ampak da gre za tisto notranje moč, ki jaz vem pač, glej, ne boš in sem lahko čist miren. Jaz bi tukaj rekla, da, David, pod moje teze, da smo mame mogoče ne samo bolj stroge, ampak bolj dosledne. Da se bolj držimo tega, kar rečemo in tukaj bolj izvajamo to pri otrocih. Razen do trenutka, ko ne rečete, a ja, sej pa dej. Ne. Mame znate zelo velikokrat ponoviti vaše zahteve, ne samo mame, tudi žene. Ja, ampak smo bolj dosledne, se mi zdi, da očetom se vam pa velikokrat potem ne da pregovarjati, pa potem popustite pa rečete, vse v redu, zato ker veste, da bi pač tukaj zdaj potrebna bila cela debata in da bi vi tukaj pri tem ustrajali in prej popustite kot mame, po mojem mnenju. Ampak zdaj vas slišati mnenje gledalcev. Daj vas slišati, kaj meni nekdo, ki nas je poklical. Kdo je na drugi strani linije? Ja, dober dan. Dober dan. Zlatko iz Maribora. Zlatko, povejte. Moje mnenje je, da mi sploh ne moremo vplivati na naše otroke, ker vi, mediji, med drugimi tudi RTV Slovenija, imate, da ne rečem, primitivno vzgojo, seksualno. Na vaših medijih so Latoje, pa Kassandre, da ne naštevam, prostitutke, propagirate prostitucijo, pa tak naprej. Že 3:45 do... Ok, Zlatko, a imate
kaj zapovedati o tem, kdo je bolj strog avtoritativen starš ali pa oziroma strog dosleden, starš, ja. pa bomo pustili Je te pa tako, teme, da ki je ste na jih nas omenili starših pri tudi to, da otrokom omejimo, kaj lahko gledajo in kaj ne. Tudi o tem smo se velikrat pogovarjali. Zdaj, če imajo Lepo si to otroci, zapeljala. ja, da če imajo otroci dostop do vsega, ne, in televizije in interneta in vse, potem bodo tudi gledali kakšne neumnosti, ne. Ampak potem smo spet tukaj mame, ki rečemo, tega ne boš gledal, ne, imamo malo bolj te stvari pod kontrolo. Čeprav ste vi tiste, ki rečete, ja, mogoče za božička bi pa res lahko dobil tablico. Ne? Ja, Ne. ampak Dobro si napeljala. A gre skupaj permisivna vzgoja, ki je zdaj tako popularna, dajmo jim pustiti, pa se bodo izoblikovali, pa strogost? Je še vedno treba to permisivno vzgojo začiniti z enim kančkom strogosti? Ja, jaz oziroma upam, mej? da permisivna vzgoja že počasi odhaja v pokoj. Ne? Zdaj se že dlje časa govori o tem, da ni lih dobro dopuščati vsega, ker ravno kot ste omenili, pri vzgoji je pomembna struktura, ne? Neke meje, ki jih določa red in disciplina, ker to daje otrokom občutek varnosti in ne nazadnje tudi ljubezni. Kajti zame osebno je bila recimo razodetje to, da s tem, ko izvajam nek red in disciplino, jih pravzaprav pokažem, kako zelo jih imam rada, ker razumem svojo nalogo, vzgojno nalogo, da jim pokažem, kako jaz vidim, da bi stvari mogle potekati. Ne? Ker otroci pa testirajo. Jaz sem bila sama otrok in najstnik in sem testirala vztrajno in pogosto. A ne? To je namen otrok. Oni preizkušajo, oni so zelo kreativni, iščejo. Naša vloga je pa, da postavimo neke okvirje. In kako strogi in jasni bodo okvirji, mislim, da se o tem danes pogovarjamo, kako zelo strog bo nekdo, kako zelo bo omejil otroka. Ne, a bo zelo, ali bo mogoče vseeno šlo v dogovarjanja, kje pa ne bo šlo v dogovarjanja. Ne? Tako. No in ravno iz tega, kar ste omenili, bi jaz navezala na mojo naslednjo trditev, David, ne, da se mi zdi, da še vseeno na koncu mame, ženske, mogoče komu delam tudi krivico, ampak preživimo malo več časa z otroci in smo tudi zaradi tega bolj dosledne, ker več spremljamo, bolj spremljamo, kaj počnejo, kaj ne počnejo, kaj gre lahko narobe in da smo zato tukaj bolj dosledne in stroge. No? Ne vem, boste Leja in Albert vidva še povedala. Ja, jaz mislim, da v enih stvarih ja. In da je to res zelo pomembno s tem, kakšno vzgojo, kakšne vzorce in kakšna prepričanja smo prinesli me od doma. In zdaj je tukaj velikrat nastane ena zmešnjava, ker smo zelo ponosni na ene stvari, ki smo jih prinesli, za ene stvari pa rečemo, tega nikoli ne bom delala. A ne? In ponavadi tisto, kar tega nikoli ne bom delala, nimamo nekega drugega vzorca, ki bi nadomestil, in tlele se zna pa velikrat zgoditi to, da začnemo, pa ne mislim, da to delamo mame ali očetje, mislim, da to delamo vsi, skratka, da padamo ven in otroku govorimo stvari, ki se pa ne zgodijo. Skratka, lej, če ne boš se šel zdaj v pižamo, ti bom vzela tablico, ali pa ne bo risanke, ali pa Potem pa tega ne storimo in nismo naredili nič. Primerjamo, lej, pogled tvojega bratca, koliko je on priden, mislim, to so grozne stvari v resnici. Če bi se tako malo snemali pa poslušali, kaj govorimo, in pač delamo vse za to, da bi dosegli pač ta cilj, a ne kao strogo, da bi bili dosledni, nismo pa preveč uspešni pri teh stvareh, a ne. Zdaj, midva sva to občasno oba dva počela, tako da ne vem, a naj da imam točko ali. Jaz bi mogoče tlele rekel, zdaj, tako, če se jaz skušam tukaj kot otrok počutiti med recimo dvema različnima poloma, ne, tako, kakšen je moj občutek. Jaz bi počasi začel pridobivati strahotno moč, ker se vidva ne strinjata. Ne? Ker čutam to, ne, da imata v bistvu vidva nek boj. Zanimivo je, da tudi gledalci se ne strinjajo. Ne? 50-50. Ja. Smo nekje na polovici. Mogoče to, gledajte, ko se začne v družini, se pravi med partnerjema, ki sta tudi starša, dogajati nek boj, kdo ima prav, kdo je boljši, kdo po čigavi vzorci bojo bolj učinkoviti, ne, se začne otroku dogajati točno ta občutek. 50-50. Jaz imam zdaj tukaj teren, evo, še tole rečem, tole kost vržem, ona dva se bosta skrigala in jaz imam prosto pot.
Ne? Tako da to je nekaj, Se pravi, ko en starš postavi mejo, mora drug sodelovati. Ja, tukaj je v ozadju, a sva tim. Ne, a sva bojevnika, kdo je boljši, kdo bo, ne, ampak a sva tim. A sva sklena. Dajmo na hitro Bojevnika še- sva samo midva tukaj v daji, si lahko privoščiva to delitev. Vzamemo še hitro en telefonski klic, potem pa bomo eno kratko pauzo naredili. Dobro jutro, kdo je z nami? Ha, nekdo se je ustrašil? Dobro jutro. Dobro jutro, ravno kar je vaš gospod rekel tisto, kar sem jaz hotela reči. Namreč Da smo važno moški je, bolj da sta strogi. starša pač enotna in da ko enkrat eden nekaj reče, da ga ta drug podpre. Ja, to je pomembno. Hvala lepa za vaše mnenje. Seveda je prav, da se podpremo, ampak vseeno na koncu dneva mene samo zanima, kam bomo prišli, no, kdo je bolj strog starš. Ne? Prosim, Prav je, da se zdaj me- strinjamo, ampak kdo je bolj dosleden, to nas seveda danes zanima. Prosim, če telefon pustiš na doglas in na miru, pa ne glasuješ na svoje. Ja, seveda. Ja, nadaljujemo z današnjo debato, kdo je bolj strog ali dosleden starš. Smo to mame, ženske ali so to očetje oziroma moški? Še vedno čakamo vaše glasove. Lahko glasujete na 041 300 007 z besedo Mars, če menite, da so bolj strogi očetje, ali Venera, če menite, da smo bolj stroge mame. Oziroma jaz bi šla od te strogosti bolj na dosledne, da smo sicer že menja. mame... V bistvu že menjaš temo. Nič ne menjam. Si dobila Samo hočem občutek, da... podton razložiti te strogosti, ne? Okay. Razumeš? Ja, poslušam, samo smisel. Da smo sicer mame velikokrat bolj mile, ker tako kot ste rekli, Leja, ne, hočemo zaščititi svoje otroke, ampak Popustljiva je velikokrat tudi beseda. otroci, bom rekla, preskušajo naše meje, zato ker smo mogoče popoldne večkrat z njimi doma, smo prej doma, velikokrat z njimi in tako. In zato pridemo tudi prej do te strogosti, da imamo mogoče tudi po domače rečeno včasih krajšo lajtongo, ne? Ker nas otroci tako preizkušajo, da potem pridemo do tega, da smo bolj dosledne in več pri vzgoji več dosežemo. Ne vem, kaj boš ti rekel vi svojih izkušenj. Ne, jaz pa grem kar k eni gospe, ki je predavateljica na univerzi Yale, se pravi zelo priznana strokovnjakinja, ona je pa v bistvu hčerka kitajskih staršev in ona pravi, pazi to, da otroštvo ni igra, da otroštvo je delo, otroštvo je učenje in da se ga je treba tako lotiti z inštrumenti, z glasbo, televizije in risank. Ampak še vedno nič ne vem, zakaj bi bili moški. Ne, in mislim, da ona je točen primer ene take mame, ki si je zastavila zelo ambiciozne cilje, ampak če pa pogledamo zelo noter globoko, ne, pa vsi vemo, da kar hitro popusti. Moški smo pa takšni, da že od začetka malo več popuščamo, malo več dovolimo, ampak tam, kjer pa postavimo mejo, tam se nas pa ne da premakniti. Albert, hitro vskočite. Ja, potrjujem. A je možno, da oče kot moška figura razvije večjo avtoriteto kot mama, da se ga mogoče otrok, ne vem, da potem kar naenkrat njegova beseda več velja? Je to možno? Ja, pravičen in odločen oče. To je zelo pomembna vloga v moderni družini. Ja, misli si, ja. Zelo me res spominjata na kakšne pare, ki pridejo k nama na svetovanje. Ja. In a veste, zanimivo mi je to, odkot vlečejo argumente za boj. Ves čas je točno to od spodaj, kdo ima bolj prav. Zdaj, navadno so mame, bom rekel, bolj oborožene z neko literaturo. To je isto kot v najni vdaji. In tako naprej. Ne? In ne najdejo tega, kaj je pravzaprav dobro za otroka, kaj sploh hočeva doseči. In tle pol sploh ni vprašanje, kdo ima zdaj večjo, ker pač imata oba nek vpliv, ki oba otroku postavljata mejo, če je treba mejo mu postaviti. Ko otrok noče zapustiti cone udobja, pač razvija vse možne strategije, da ne bi zapustil, da se ne bi podredil. Ampak mi vemo, da pač to ni dobro za njega in
to so zdaj druge zgodbe. In to pomeni, da morata pri tej strogosti sodelovati tudi v smislu, recimo, ko mama prepove risanko, ker pač je bilo nekaj narobe in reče, danes greš spat brez risanke, mora pri tem jo pospreti seveda tudi oče, ne? Ja, ker če ne, pridemo spet do... Jaz bi tukaj rekla eno stvar. Ja? Odvisno je, kako to podporo razumemo. Aha. Jaz sem imela zelo dolg časa težave, zato ker se mi je zdelo nekaj, kar je Albert naredil, tako mim. Ne brez veze ali pa škodljivo, ali pa, ko sem si mislila, mim. Ne? Brez veze. Ja. Aha. Ampak, ko sem pač ustrajala na nekem svojem stališču, so pač otroci pač ratali, dobili so moč in itak jih pol nisva mogla ukrotiti. In ker so bili štirje, sva zelo hitro videla, da bova imela doma norišnico, če ne bova reda postavila. In jaz sem se navadila, da mi ni treba se strinjati z njim. Aha. Da sem lahko samo tih. A razumete? Jaz sem samo takole zraven njega stopila in sem si mislila, spel zdaj to neumno. Ja. Ni pa treba, da rečete, ja, tudi mami se s tem strinja. In včasih so otroci, ki so začeli, pač, ki so bili starejši, ki so hoteli ostati zmagovalci, ki so iskali pač s to svojo ustvarjalnostjo načine, kako bi prišli do svojega cilja, so velikokrat rekli, mami, mi vemo, da se ti z očijem ne strinjaš. Ne? In sem jaz rekla, res se ne, ampak bo tako, kaj je on rekel. Ampak so rekli, jaz bi se ločila od njega, če bi takole, ne. Meni so rekli, če sem jaz rekel tako bo, ko bo mami, a ja, ti si pa zdaj copata. Ja. In, a veste, resnično, tukaj gre ves čas za to, kdo bo imel to moč. A ne, kdo bo šofiral sceno. Malo spominja na predvolilno kampanjo. Kdo je z nami? Dobro jutro. Dobro jutro, sem že na vezi. Ja, že, kar povejte. Milena pri telefonu. David, vidi se, da imaš premalo otrok, zato pa misliš, da imaš glavno besedo. Če bi imel 2, 3, bi malo drugače razmišljal. Pri nas je bilo 5 otrok, moja mama jih je imela 14, pa nas je vse ukrotila. Ti pa zgleda, da enega ne moreš, pa ga mora žena. Ne, vam moram povedati, da... Ampak verjemi, da sem jaz imela večjo besedo, kot je imel pa mož, ker njega so ženega pelali preko vode, mene pa niso mogli. Jaz sem imela večjo avtoriteto nad otroci in sem veliko več dosegla kot pa mož. Dobro. In zdaj vidim presino, da je isto, da imaš snaha večjo besedo, kot ima pa sin. Ker ga ščerka vrti okrog malega prsta. Pa lep dan vam želim. Ja, hvala za vaše mnenje. Hvala. Ja, velikokrat slišimo, ne, da hčerke lažje nekako obračajo očkate, da so popustljivejši, hočeš, nočeš, znajo hčerke to izvabiti z očetov. Ja, sigurno obstaja, lahko rečemo, neka dinamika med starši in otroci. Spet je tukaj mogoče odvisno, od kje izhaja, ne? Ampak meni se zdi tudi pomembno, ko je rekla 14 otrok, ne? Stvar prioritet. Nikoli ne moramo biti bitke na vseh frontah. Nemogoče, ne? Torej, se mi zdi, da je tudi lažje reči, jaz sem strog starš, če imaš postavljene prioritete, na katerih frontah boš in tam ustrajaš. In potem mogoče tisti starš zgleda bolj strog, ker res se drži svojih pravil. Če imaš pa ti pravilo za vsako stvar od tega, kako sediš za mizo, pa ne, od pomembnejših, se lahko preveč utrudiš in začneš popuščati. In takrat potem zgleda, da nisi. Ker ves čas samo postavljati pravila pa tudi ne gre, ne? Ne gre in otroci sploh začnejo to, preslišijo, ne? Postane preveč teh pravil, sploh če so zelo natančna, ne? In jih je veliko in skozi se ponavljamo in pozabimo na to, da je treba poleg strukture imeti tudi neko svobodo dati otroku, da lahko razvije svojo kreativnost in da tudi mi uživamo v tem starševanju, ne? Da ni to samo, ja. A se lahko jaz še malo navežem na prejšnjo gledalko, ne? Jaz ne da mislim, da sem strog oče, ampak se zavedam, da res nisem strog oče, tako da moram kar priznati. David je kar popustljiv, ampak imava še telefonski... Lahko ne prilivaš na ogenj. Zdaj, veš, trenutek moje izpovedi je izkoristila za svojo propagando. Naslednji telefonski klic, res. Si razmišljala o politiki? Kdo je z nami? Dober dan. Dober dan, povejte.
Vsem skupaj lep pozdrav. Hvala, Zelo lepo vas je gledati in še posebej poslušati. Jaz bi samo eno stvar povedala, da sem izredno navdušena nad programom Televizije Slovenije in še posebej moram pohvaliti to zadnjo oddajo Zvezdane, ki je imela prejšnji teden in je imela gosta, ki se 20 let ukvarja z partnerji oziroma z njihovimi najstniškimi otroki. In mi je odprla oči in res, kdor hoče videti, mora gledati srcem in dejansko, če ti poslušaš in imaš, željo, da do nečesa prideš, do nekega znanja, boš to tudi na Televiziji Slovenija dobil. Zelo vesela sem pa tudi bila prejšnje zadnje oddaje od Turbulence, kjer je bila tudi zelo dobra tema o tem spletu, o tem, kako smo odprti do vseh okrog. In tale vaša tema danes je kot pisana na kožo tudi vsem staršem in tudi, če bi otroci poslušali, ni bilo nič narobe. V glavnem, vsi smo krvavi pod kožo, kot otroci, kot starši in težko je biti popoln starš, mislim, da to nihče ne more doseči. Otroci pa slejko prej tudi sami pri sebi spoznajo, če imajo otroke svoje, da tudi oni bojo potem videli, da so imeli njihovi starši velikokrat prav in bojo se kar kmalu počutili, da ni tako enostavno biti starš, kot so si pa včasih mislili, kako so bili oni nesramni njih. To pa zagotovo, ja. Hvala za mnenje, lep dan. Enako tudi vam. Najlepša hvala. Ja, in rezultatov pa tokrat ne bomo komentirali, kratka pauza. Ker David zgublja.